Gremo v kino. Lep pozdrav. Tokrat bomo ocenili črno komedijo Ni druge izbire Park Chan-wooka. Na podelitvi evropskih filmskih nagrad smo pred mikrofon ujeli igralko Liv Ullmann, ki je prejela nagrado za življenjsko delo. Režiserka Maja Weiss bo razmišljala o sekciji Divje vrtnice, ki je bila na 37. Tržaškem filmskem festivalu posvečena slovenskim režiserkam. V slovenski kinoteki pa bo prihodnji teden v znamenju 5 dnevov poljskega filma. Za hip se bomo ustavili tudi pri letošnjih nominacijah za Oskarje. Vsekakor vabljeni k poslušanju. Evropski film leta je prejšnjo soboto postala norveška čustveno intenzivna družinska filmska pripoved s sentimentalna vrednost Joachima Trierja. Tako se je odločila Evropska filmska akademija, ki ima 6000 članov. Film je pomedel z vso konkurenco, prejel je vse osrednje nagrade, tudi za režijo, scenarij, glavno žensko in moško vlogo pa še za izvirno glasbo. Na Norveško pa je šla še ena izmed nagrad, tista za življenjsko delo. Z Liv Ullmann se je v Berlinu srečala Ingrid Kovač-Brus. Z nagrado za življenjsko delo se je akademija poklonila Liv Ullmann, filmski dami, ki danes ne želi več ne igrati, ne snemati, ne pisati, pa čeprav bi jo k temu nagovarjal njen vnuk, režiser Haldan Ullmann-Tendel, je povedala v Berlinu. Šarmantna igralka, ki z veseljem ponavlja, da je stara 87 let, danes pooseblja čas, ko so se pred kinodvoranami vile vrste gledalcev. In ti še vedno zavzdihnemo ob njenem imenu. Oh, it's actually wonderful at my age to suddenly... Pri moji starosti je čudovito, da ti naenkrat čestitajo za tisto, kar je v tvojem življenju bila umetnost. In to v Berlinu, kjer sem bila tako pogosto, v tem čudovitem zelenem Berlinu, kot mu pravijo. Počaščena sem in zelo srečna. Tisto, kar je očitno pomembno v času, ki ga zdaj živimo, pa je, da bi umetnost morala biti, da mora biti pomembnejša, saj je umetnost tista, v kateri lahko prepoznamo sebe in ljudi, s katerimi se srečujemo. Ourselves and other people that we are experiencing it with. Liv Ullmann je začela igrati v 50 letih prejšnjega stoletja. V njeni filmografiji so velike evropske klasike, med njimi 10 celovečercev, ki jih je posnela z Ingmarjem Bergmanom. Režirala je in napisala 2 knjigi spominov. Kaj se je v njenih aktivnih 7 filmskih desetletjih spremenilo, kako vidi film danes? I like to compare it to the runes. Rada ga primerjam z runami, ki so nastale pred tisočletji, ko so ljudje, za katere ne vemo, ali so nam bili podobni ali ne, doživljali enake stvari, kot jih zdaj doživljamo mi. V gorah so ustvarjali rune in v njih pripovedovali, kdo so. Leta so jih ustvarjali in še vedno jih lahko vidimo in spoznamo. Danes pa lahko delamo filme in to so naše rune. Make a film, that's it, our runes. Kako kot mlad človek ugotoviš, da želiš ustvarjati filme? I was shy, I'm still very shy, but... Sramežljiva sem bila in sem še vedno. Ko pa sem šla v kino ali v gledališče, sem vedela, da sodim tja in da hočem biti del tega sveta. Ko sem tam sedela, se nisem mislila, da bom igralka. Edini način pa, da so me ljudje opazili, so bili moji kratki nastopi, recitacije ob glasbi. In ko sem pripovedovala zgodbe, so me ljudje nenadoma pogledali, utihnili so in nekako takrat pri 13 letih sem se počasi zavedla, da spadam v svet igranja. In ko sem že dolgo igrala, se mi je zazdelo, da bi lahko tudi pisala o tem. In potem sem nenadoma pomislila, da bi lahko režirala. In vse to sem počela. Včasih slabo, včasih dobro. Vedela pa sem, da spadam sem, ker sem se tu počutila svobodno. All I do, sometimes it's bad and sometimes it's good, but I knew I belong there because I'm free.
Za Lee Ullman je bilo zelo pomembno srečanje z Ingmarjem Bergmanom, naključno na ulici. Po tem srečanju niso nastali le nekateri najboljši evropski filmi. Lee Ullman je postala muza švedskega režiserja, ki pa je danes žal le, da je zavrnila vlogo v filmu Fanny in Alexander. Njuni življenji pa sta bili nekaj časa prepleteni tudi zasebno. Well, I met him late in my acting life because I had done films and theater and even done. Spoznala sem ga, ko sem že bila igralka v filmu in gledališču, tudi v tujih produkcijah. Stara sem bila 24 let in bilo je fantastično. Bergman je bil izjemen režiser. Spoznala sva se na ulici. Z Bibi Anderson sem bila. Stali smo tam in Ingmar me je vprašal, ali bi igrala v njegovem filmu. Bi pristala? Torej, tvegal je, saj me v resnici ni poznal. Jaz pa nisem nič tvegala, ker sem že videla res veliko njegovih filmov. In posnela sva Persono in potem še druge filme. Zame je bil čudovit in tudi jaz sem bila zanj pomembna. Mislim, da sem na mnoge načine postala on. Skozi mene so spregovorile njegove misli in besede. Vedela sem, da v filmu delujem, kot da sem to jaz. Vendar sem čutila, da Ingmar govori stvari, za katere misli, da bi jih želela govoriti ta ženska. I feel he started to say things that he thought maybe this woman is the one to say it. O Personi je zaigrala v Bergmanovih filmih Kriki in šepetanja, Sramota, Volčja ura, televizijski nadaljevanki Prizori iz zakonskega življenja, v Jesenski sonati, Sarabandi, režirala je filma Sofiji nezvesta, pred podelitvijo evropskih filmskih nagrad sama ni glasovala, pa je takole razmišljala o nominiranih in nominacijah. Everyone is a winner. It's a great thing to be nominated. Vsi smo zmagovalci. Nominacija Evropske filmske akademije je velika stvar in akademija pripada Evropi. S tem lahko svetu povemo, tudi prek nominirancev, ki smo jih izbrali, da smo jih izbrali morda zaradi tistega, o čemer pripovedujejo. Živimo v čudnem, nemirnem času. Strange, unrestful time we are all living. Omenimo še, da je bil drugi film berlinskega večera oziroma podelitve evropskih filmskih nagrad Sirat Oliverja Lasha. Dobil je nagrade za najboljšo fotografijo, montažo, scenografijo, oblikovanje zvoka in vodjo castinga. Kajti je deklica, celovečerni prvenec Urške Đukić je bil nominiran za najboljši film, Zgodbe iz čarobnega vrta Leona Vidmarja pa za najboljši animirani film. Najboljši evropski dokumentarec je postala manjšinska slovenska koprodukcija Fiume o morte Igorja Bezinovića. Včeraj razglašene nominacije za Oskarje niso prinesle pretiranih presenečenj glede na predvidevanja različnih filmskih krogov v zadnjih dneh. Največ nominacij, kar 16, je prejel film Grešniki Ryana Cooglerja, vampirska drama, ki se odvija na ameriškem jugu na začetku 20. stoletja in govori o rasizmu, obenem pa se poklanja afroameriški glasbi. Film je dosegel največje število nominacij v zgodovini Oskarjev. Prej so rekord s po 14 nominacijami držali filmi Vse o Evi Josepha L. Mankiewicza, Titanic Jamesa Camerona in Dežela La La Damiena Chazella. Grešnikom s 13 nominacijami sledi film Ena bitka za drugo, politična drama z izrazito zvezdniško zasedbo Paula Thomasa Andersona. Oba filma, torej Grešniki in Ena bitka za drugo, sta nastala pod okriljem Warnerja Brosa, s čimer utrjujeta vedno bolj pomembno vlogo studijskih filmov z izrazito avtorskimi podpisi. Poleg tega so po 9 nominacij prejeli filmi Marty Supreme, Josha Safdija, Frankenstein Guillerma del Tora in Sentimentalna vrednost Joachima Trierja, 8 pa Hamnet Chloe Zhao. Presenečen ni bilo niti pri nominacijah za Oskarja za tujejezični film.
Nominirani so brazilski film Tajni agent Kleberja Mendonce Filha, francoski kandidat Bila je samo nesreča iranskega režiserja Džafarja Panahija, norveški film Sentimentalna vrednost Joachima Trierja, španski Sirat Oliverja Lasha in tunizijski film s palestinsko temo Glas Hind Rajab režiserke Kauter Ben Hanija. Glede na to, da sta tako Tajni agent kot Sentimentalna vrednost prejela po več nominacij tudi v mnogih drugih kategorijah, med drugim za najboljši film, vsak po eno pa tudi Bila je samo nesreča in Sirat, lahko brez dvoma rečemo, da se nadaljuje trend zadnjih let, da tujejezični filmi prejemajo nominacije tudi izven kategorije najboljšega tujejezičnega filma. Podelitev bo potekala v Los Angelesu 16. marca. Še do jutri v Trstu poteka 37. izdaja Tržaškega filmskega festivala, osredotočenega na srednje in vzhodno evropsko filmsko produkcijo. Posebna rubrika festivala, imenovana Wild Roses, divje vrtnice, ki jo posvečajo ženskim režiserkam iz regije, je bila tokrat posvečena slovenskim režiserkam. Program je kurirala Nerina Takocijančič in vanj vključila 13 celovečernih, poleg teh pa 10 kratkih filmov. Med temi Slepo pego Hane Slak, Zgodovino ljubezni pa Raj Sonje Prosenc, Duhovnico Maje Pretner, Telo Petre Seliškar in Mojo Vesno Sare Kern, pa Babičino seksualno življenje in Kaj ti je deklica Urške Džukić. Tudi Kuklin film Sestre. Povemo, da je Kukla s filmom Fantasy vključena v glavni tekmovalni program festivala. Kot vemo, je prvi slovenski celovečerni film, ki ga je režirala ženska, namreč Maja Weiss, nastal leta 2002. To je bil Varuh meje. V programu Divje vrtnice je bil prikazan režiserkin drugi celovečerec, ljubezenska komedija, tudi kritika potrošniške družbe z naslovom Instalacija ljubezni. Maja Weiss je opisala pot do svojega prvega celovečerca. Ja, vedno je tudi tako, no, recimo kot režiserka, seveda si režiserka, imaš svoje filme, scenarije in poskušaš uspeti na razpisu, ampak ta pot je bila kar dolga, bom rekla, ne samo za mene, ampak tudi, bom rekla, za slovenske režiserke na nek način. Torej za osamosvojitvijo Slovenije 91. leta nismo imeli še v bistvu slovenskega prvenca za kino, takrat je bilo še 35 mm, imeli smo pa kar veliko ženskih imen na področju televizijske režije, dokumentarcev, televizijskih del in videoastk. In za tega sem nekako, v komisiji pa so sedeli pretežno moški oziroma samo moški, zato sem začela s pobudo, ki sem naslovila na Kinoteko in smo 97. leta izvedli ne samo en dan slovenskega ženskega filma in videa v slovenski kinoteki, torej 40 avtoric, in tudi katalog je izšel ob tej priliki. Tako da to je imelo pa potem nekako za posledico, da se je seveda več o tem govorilo in mogoče tudi, da je bil nek pritisk, ker je šlo za eno družbeno akcijo, ne, za eno prepoznavanje, wow, koliko je teh ženskih v bistvu avtoric, ne, za kinofilma pa še skozi nimamo, no. In pol nekako je končno tudi, bom rekla, meni uspelo, da sem leta 2000 potem posnela ta film, ki je imel premiero februarja na Berlinskem festivalu, to je Varuh meje. Hana Slak je tudi v istem letu imela premiero potem Slepe pege in tako podalje se ta klopčič vrtel do danes, ne, ko je pa dejansko res ta vrhunec, bi lahko rekli, tega vala novega, torej po tako rekoč 25-20 letih ponovni ne en tak val, ampak res veliko režiserk. Danes vidimo na Tržaškem filmskem festivalu imamo, mislim, da okrog 20-23 imen, torej več celovečernih igranih filmov za kino, kratkih filmov in seveda ta odličen uspeh tudi po svetu, bom rekla, na vseh celinah, kar me tudi, seveda tudi mene osebno veseli, ker
ker smo se za to borili na začetku, že v 90-ih letih, no, in zdaj smo mislim, da prišli do tam. Tudi stvar ta v začetku 90-ih nekako ni bilo v teh komisijah žensk. Danes so ne samo, da so v komisijah ženske in da so v bistvu enakomerno porazdeljene oziroma so tudi neke ženske kvote, ampak so tudi v bistvu nosilke inštitucij, ne, od Slovenskega filmskega centra, Slovenske kinoteke, Slovenskega filmskega arhiva, imamo veliko producentk, kar tudi vpliva na vse zadnje, na neke nove vsebine, na bolj tudi mogoče kompleksnejše ženske like. Predvsem pa seveda gre tudi zasluga tem, bom rekla, scenaristkam, in posredno mnoge od njih so tudi režiserke, scenaristke, nekatere pa dejansko scenaristke in režiserke, ki pa seveda ta avtorski del, to, kar je bistvo filma, nekako pripeljajo in potem seveda s pomočjo producentk to tudi oblikujejo in ta uspeh je fantastičen. Divje vrtnice, posvečene slovenskim režiserkam, so bile prvi velik dogodek v tujini, kjer je bil prikazan sklop ustvarjanja slovenskih režiserk. Te so predvsem v zadnjih letih s svojimi filmi izjemno prodorne tudi v tujini in dobivajo številne nagrade. Maja Weiss. Ja, to je res. Mislim, da je to prvič, kot ste omenili, ne? Da je prvič retrospektiva ženskih režiserk, avtoric, ne? V neki tuji državi, naši sosedski, tukaj v Italiji, v Trstu, kjer je dvojezični prostor, ne? Kjer je tudi bom rekla, še večji neki interes tudi iz različnih teh strani, kar je pametna odločitev kuratorke Rine Kocijančik, mislim, da zelo bila in dober odskok potem dejansko za naprej, za druge recimo retrospektive ženskega slovenskega filma recimo po svetu. Ravno zaradi tega, kot sem rekla na začetku, začeli smo takrat, ko ni bilo niti enega filma za kino, ne? Zdaj pa imamo toliko odličnih avtoric in režiserk in filmov in je to v bistvu čudovito. V Slovenski kinoteki bodo prihodnji teden od srede do sobote potekali 5 dnevi poljskega filma. Letos so posvečeni 100. obletnici rojstva Andrzeja Wajde, enega od režiserjev, ki so kot odziv na generacijsko izkušnjo druge svetovne vojne in na družbeno-politično dogajanje v 50. in 60. izoblikovali formacijo poljske filmske šole. Program je kurirala Lidija Rezoničnik z oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ogledali pa si bomo lahko 6 naslovov iz sicer obsežnega Wajdovega opusa, v katerem se režiser posveča razburkani poljski zgodovini, grozotam druge svetovne vojne, stalinistični Poljski in poznejšim delavskim gibanjem za demokratizacijo družbe. In sicer Kanal, Pepel in diamant, Človek iz marmorja in Človek iz železa, Gospodične Zvilka in Katin. Z Lidijo Rezoničnik se je pogovarjala Tina Poglajen. Lidija Rezoničnik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Andrzej Wajda je v svojih filmih poljsko zgodovino obravnaval kot odprto rano, vojno, povojno razočaranje, komunizem, solidarnost. Tudi filmi, ki ste jih izbrali, so pretežno zgodovinski. Pepel in diamant ter Kanal kot 2 dela trilogije o drugi svetovni vojni, potem Človek iz železa in Človek iz marmorja kot kritiki stalinističnega režima in propagande, morda tudi delavskega mita, in Katin, ki se nanaša na sovjetski poboj Poljakov leta 1939. Bi lahko povedali kaj o tem, kakšno držo njegovi filmi privzemajo do zgodovinskih mitov in njihovih protislovij, s čim se spopadajo njegovi junaki? Ja, Wajda je res v poljski kinematografiji, pa tudi širše velja za tako imenovanega narodnega umetnika, ki je v svojih filmih izrisal neko lastno vizijo poljske zgodovine.
in tudi s temi motivi iz poljske zgodovine je mestoma v nekaterih filmih seveda vizualno zakodirano, se potem tudi odzval na aktualne družbeno-politične razmere, na aktualno družbeno-politično dogajanje. Zdaj, izbor filmov, ki si jih bomo ogledali na dnevih poljskega filma oziroma v okviru te retrospektive, res kaže na režiserjev odziv na polpreteklo zgodovino, na zgodovinske mite, pa tudi na vsakokratno aktualno družbeno-politično dogajanje. Je pa Vajda v smislu najprej poljske filmske šole, potem tako imenovanega kina moralnega nemira, to zgodovino pokazal predvsem z perspektive posameznika ali posameznice, nekega povprečneža, ki je hote ali ne hote vpet v neko zgodovinsko kolesje, in kar je zanimivo in posebno, je, da vse te dogodke prikazuje brez neke patetike, brez velike romantične heroizacije. Liki se ukvarjajo predvsem sami s sabo, s svojimi težavami, z moralnimi vprašanji, s tem, kaj je sploh njihovo mesto v družbi. Podobno je tudi v novejšem filmu Katin, ki je iz leta 2017, tukaj je tudi ta velika zgodovinska travma pravzaprav prikazana z neke individualne ravni, z vidika, z perspektive družin, ki so izgubile v teh množičnih pobojih svoje bližnje in ki zelo dolgo niso prišle do resnice. No, Vajda je ustvarjal od 50 let prejšnjega stoletja pa do leta 2016. Njegovo najbolj plodovito ustvarjalno obdobje pa so bila najbrž 70. V kakšnem odnosu je bil s komunističnim režimom in s tedanjimi oblastmi? Njegov film Generacija, prvi del trilogije o drugi svetovni vojni, ki sicer ni del tokratnega izbora, naj bi si oblasti, ki so odobrile in omogočile produkcijo filma, zamišljale kot nekakšen katalog odlik komunizma. S poznejšimi filmi pa seveda ni bilo več tako. Res je, Vajda je snemal pravzaprav dobrih 60 let in v tem času so se razmere zelo spremenile, družbeno-politične, in nastali so tudi zelo raznoliki filmi. Verjetno je v 70-ih res nastalo največ ali pa več filmov, ki predstavljajo vrhunce njegovega filmskega ustvarjanja. To so recimo Brezov gaj, Svadba, Obljubljena dežela ali pa Človek iz marmorja in Gospodična iz Vilka, ki jih oba zadnja filma bomo videli. In seveda v času komunističnega režima je imel Vajda, tako kot tudi številni drugi ustvarjalci, precejšnje težave z oblastjo, s cenzuro. Bodisi je partija zahtevala spremembe v scenarijih, bodisi filmska ekipa sploh ni dobila dovoljenja za snemanje, ali pa je bil film že posnet in se je potem pojavilo vprašanje, ali se bo premiera filma sploh lahko odvila, kot je bilo recimo pri filmu Svadba. Potem oblast je na primer zaradi spornih prizorov režiserju prepovedala tudi, da bi poslal film Pepel in diamant na filmski festival v Cannesu, in so ga potem pravzaprav pretihotapili pa na filmski festival v Benetke, kjer je bil nagrajen in potem tudi zelo priznan. No, in ker so oblasti Vajdi v tistem času pogosto močno oteževale snemanje, je kar nekaj filmov posnel tudi izven Poljske, na primer v zahodni Nemčiji, v Franciji, pa tudi v Jugoslaviji, recimo sta nastala 2 filma. No, njegove filme poznamo tudi po izraziti vizualni simboliki. Bi lahko povedali kaj o zanj značilnih podobah, na primer ognju, katoliški simboliki, ruševinah, praznih prostorih, moških telesih, pa tudi o povezavi njegovega ustvarjanja s slikarstvom? Ja, Vajda je sprva študiral na Akademiji za likovno umetnost v Krakovu. Tega študija sicer ni dokončal, ker je potem odšel v Lodž na Filmsko akademijo, ampak izrazito je bil seveda razgledan v umetnosti, v likovni umetnosti, in te navezave na slikarstvo se pogosto pojavljajo v filmu. Zelo izrazito je to vidno recimo v filmu Svadba, ki je filmska adaptacija drame Stanislava Vispianskega, pisatelja, dramatika in zelo pomembnega poljskega slikarja.
In v tem filmu prepoznamo veliko takih neposrednih slikarskih citatov v kadrih in tudi recimo uporabo barv, ki so značilne za barve Vispianskega, za njegovo slikarstvo. In pa seveda tudi drugi avtori, ne samo Vispianski. Kot ste rekli, veliko je tudi vizualne simbolike oziroma tako imenovanih vizualnih metafor, ki seveda prinašajo večpomenskost, omogočajo raznolikost interpretacij in so pogosto tudi navezave na družbeno-politična dogajanja, seveda zakodirane, in v času cenzure so ti simboli omogočali neko tako prikrito sporazumevanje z gledalci. Veliko tovrstne simbolike bomo recimo videli v filmu Pepel in diamant, to so že kar takšne kultne scene oziroma sekvence, recimo sekvenca prižiganja kozarcev z vodko, kjer zgleda kot potem prižiganje sveč in tako dalje. 5 dnevi poljskega filma, torej od 28. do 31. januarja v Slovenski kinoteki. Lidija Rezoničnik, najlepša hvala za pogovor. Hvala lepa. 심호흡하세요. 나는 좋은 사람이다. Južnokorejskega režiserja Park Chan-wooka očitno vznemirjajo filmske zgodbe, ki gradijo na zmesi trilerja, kriminalke in ljubezenske pripovedi in ki jim ne manjka črnega humorja. Zdaj je v kine prišel njegov film Ni druge izbire. Njegov glavni lik dela v tovarni papirjev in je predan svoji službi, nato pa ga odpustijo. Režiser, ki je v filmu izhajal iz romana Donalda E. Westlakea, je na Beneškem filmskem festivalu, kjer je bil Ni druge izbire prikazan premierno, povedal, kaj ga je pritegnilo pri tej zgodbi. Ko sem prvič bral ta roman o ljudeh, ki delajo v tovarni papirjev, sem se nemudoma poistovetil z njimi. Veliko vzporednic sem zaznal med njimi in nami, ki delamo filme. Predvsem sem se poistovetil z odnosom, ki ga imajo do svojega poklica. Svojemu delu so predani. Tudi filmarji smo prepričani, ne glede na to, kako drugi gledajo na to naše početje, da delamo nekaj pomembnega. Zame je moje delo življenje samo. Poleg tega sočustvujem z ljudmi, ki jih odpustijo, ker se tudi sam po vsakem zaključenem filmskem projektu počutim tako, kot da sem ponovno v dolgi fazi, ko bom nezaposlen. To je faza, ko še ne delam na nobenem novem projektu in ta lahko traja več mesecev ali celo let. To sem večkrat izkusil na svoji koži. 그래서 크게 공감을 할 수가 있었죠. 먼저. Oceno filma Ni druge izbire je pripravil Gorazd Trušnovec. Man Su je inženir srednjih let, ki živi z ljubečo družino v ugledni soseski v lepo preurejeni hiši svojih prednikov. Svojo službo v proizvodnji nadstandardnih papirjev jemlje kot poslanstvo in je odličen v vsem, kar počne. Toda tovarno prevzame večja korporacija in sledijo odpuščanja. Man Su se šokiran znajde v položaju, ko mora poiskati novo službo ali pa se znebiti konkurence na trgu dela, če želi ohraniti svoj dom, družino in dostojanstvo. Celovečerni film Ni druge izbire, ki ga je južnokorejski prvak Park Chan-wook pripravljal več desetletij, je pretresljiva tragikomedija. Čeprav smo osnovni zaplet videvali zadnja leta v več evropskih filmih, uspe avtorju pregnesti snov. Ta temelji na satirično-kriminalnem romanu Donalda E. Westlakea v popolnoma svež filmski organizem, ki je hkrati lokalen in globalen. Man Su je žrtev usode, pa tudi svojega značaja, ali bolje rečeno je hkrati krivec in žrtev, in to dela njega in njegove izbire še kako človeške. Tudi Park Chan-wook gleda s svojim režijskim pristopom nanj sprva od zunaj, z briljantnim prehajanjem med črno komedijo, družinsko melodramo in grenko tragedijo, pa poskrbi, da zleze on gledalcu in mi njemu pod kožo.
V primerjavi s predhodno ekranizacijo istega romana, ki jo je režiral Costa Gavras leta 2005, imata intimno življenje in še posebno žena, ki tu in tam spominja na Lady Macbeth, vendar je hkrati tudi njeno nasprotje, večjo težo. Toliko, kolikor gre za delo o družbenih razmerah, je to tudi film o družinski dinamiki in zasebnih odnosih. Z izumetničenim načinom osvetljave in kadriranja, ki jo uporablja Park Chan-wook, ustvari privzdignjen realizem, ta pa preide v prispodobo. Film Ni druge izbire je kompleksna meditacija na temo 5. božje zapovedi Ne ubijaj. Po njej nikomur ni dovoljeno uničiti človeškega bitja, pri tem se izključuje zakonita obramba oseb in družbe. Park Chan-wook izredno spretno krmari tako med žanri kot dilemami, ki jih nameče pred nas. Kaj, če je družba tista, ki uničuje človeška bitja? Man-Su tudi v svoji najmračnejši izbiri navsezadnje brani sebe, hišo, dom, družino. Pri ogledu filma Cmok v grlu zaduši krohot. Absurd, obup, žalost se križajo s črno komedijo, celo burlesko. Izjemen dokument svojega časa. Izbira, ki naj bi nastopila po Fukuyamovem koncu zgodovine, ni prinesla globalnega miru, napredka in kapitalistične uspešnosti ali vsaj ne splošno sprejetega zadovoljstva. Z vseh strani pljuskajo tragedije in paradoksi. Ne da ni druge izbire, ampak če smo v razmišljanju dosledni, prav na nobenem področju ni preprostih izbir. Film Ni druge izbire je morda vrhunec že tako presežnega opusa Park Chan-wooka. Da ni prišel v izbor za Oskarja med tujejezičnimi filmi, je samo še en simptom časa. Pač gre za preveč jedko obsodbo sistema, ki golta ljudi in talente, navrže preveč moralnih dilem in tudi naslov je preveč dvoumen. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Eva Longika Marušič in Jure Franko, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drevjuh.